Športna enota Slovenske vojske danes praznuje svoj 23. rojstni dan. Njihovo poslanstvo je predvsem, da tekmujejo in zastopajo Slovenijo, istočasno pa zastopajo tudi Slovensko vojsko in v okviru Slovenske vojske tekmujejo na vojaških tekmovanjih, kot tudi skrbijo za promocijo športa, promocijo vojaškega poklica, da se pač mladi čim bolj zanimajo za šport in tudi, da zvišamo interes mladih za zaposlovanje v Slovenske vojske. Vrhunskih športnikov v Slovenski vojski je kar 64. Najboljši so bili danes tudi nagrajeni. Med njimi tudi 7-kratna državna prvakinja kickboksinga, ki je osvojila tudi 3. mesto na Evropskem prvenstvu. Te discipline sicer Slovenska vojska nima, je pa Tamara Švajger uspešna v drugih športnih panogah. V Slovenski vojski sem zaposlena 15. leto, ki so pa prvenstva vsako leto, ker imaš potem različna mesta, se pravi drugo mesto kolesarstvo, 5. mesto peteroboj, 3. mesto v teku na 10 km in tako naprej. Danes je bila kot najboljša športnica za leto 2017 za svoje športne prizadevanja tudi nagrajena. Tamara, čestitke, tudi mi smo veseli. Meni osebno veliko pomeni, še posebno, ker me podpirajo kot v službi in doma. To je ena taka potrditev, da pač sem čez celo leto dobro delala, se pripravljala na tekme. Svojo dobro psihofizično kondicijo je dokazal tudi najboljši športnik Slovenske vojske leta 2017. V vojski sem zaposlen že 16 let, od tega sem bil vseh 16 let tudi v reprezentancah različnih, v orientacijski, v atletski in v kolesarski. Ja bom rekel, po 11 letih sem ponovno postal športnik Slovenske vojske, tako da ja, sem vesel, da sem ponovno športnik Slovenske vojske, bo pa se definitivno naprej trebalo potruditi za to, da to branim. Zadnja leta je Rihtarič predvsem dejaven kot kolesar, ultramaratonec in sega v evropski in tudi svetovni vrh omenjene športne panoge. V bistvu so to 3 discipline, to je zmaga v cestnem kolesarstvu na prvenstvu Slovenske vojske, potem zmaga v orientaciji na prvenstvu Slovenske vojske v orientaciji in pa mislim, da 3. mesto na prvenstvu Slovenske vojske v teku na 10 km. Slovenska vojska ima številne športne panoge, prednost dajo tistim, ki se lahko povezujejo z omenjeno stroko. Strelstvo, borilne veščine, smučanje, podpiramo pa praktično vse športe, ki se organizirajo v okviru vojaških prvenstev v mednarodnem okolju. Kategorizirani športniki se na podlagi kriterijev Olimpijskega komiteja uvrstijo na prednostno listo in s tem dobijo možnost zaposlitve v javni upravi. Za ta športnik leta predvsem izbiramo športnike, ki niso zaposleni kot vrhunski športniki, to so navadni vojaki, podčastniki, častniki, ki se skozi leto udeležujejo prvenstev Slovenske vojske, ki jih imamo, ko se slišali, 11 posameznih in še 6 ekipnih in zbirajo točke. Od 1. do 15. mesta se točkuje in kdor zbere največ točk, tokom leta je najboljši športnik Slovenske vojske. K temu je poveljnik športne enote dodal, da si želi še naprej razumevanje in podporo Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske. Športno udejstvovanje je namreč pomembno za zdravje naših vojakov in njihovo fizično pripravljenost.